želim, da je gospodarstvo moja baza, iz katerega bom na nek način črpal ideje za to, da bomo na ministrstvu poskušali spremeniti določene zadeve. Jaz verjamem, da bom v tej vladi prispeval k temu, da se bo dalo gospodarstvu mesto, ki mu gre. Ocenjujem, da bomo na ministrstvu poskušali še naprej kot temeljno prizadevanje imeti spodbujanje izvoza in tujih neposrednih investicij. Na drugem mestu je potem izboljšanje podpornega okolja za mala in srednja podjetja ter obrtnike. Naša naloga je, da ustvarjamo boljše podporno okolje za gospodarstvo. Ocenjujem, da imamo eno bolj obremenjenih, če ne najbolj obremenjenih stroškov za delo, pa najmanj obremenjen kapital. Poskušal bom zasledovati logiko ne samo tukaj, ampak na večjih področjih, da bi z razbremenjanjem obremenitve dela in spodbujanjem zaposlovanja v masi dobili več. Jaz si prizadevam oziroma mislim, da moramo narediti en pomemben korak naprej v tej delovnopravni zakonodaji. Lahko pa obljubim samo to, da če ne bom siguren, da bomo prišli do enega pomembnega koraka naprej na tem področju, te teme ne bomo odpirali. Zato, ker smatram, da če ne bomo dosegli nekega konsenza za to, da se delovnopravna zakonodaja naredi prožna in varna v tistem pravem pomenu besede, potem se nam zgodi, da po vsakem takem odpiranju teh problemov imamo situacijo samo še slabša. Znotraj tega nameravam, pa ne zato, ker izhajam iz tega sektorja, ampak zato, ker je multiplikativen, spodbujati razvoj turizma s tem, da mislimo osamosvojiti Slovensko turistično organizacijo in narediti kot promocijsko za vso gospodarstvo to, kar počnejo tudi ostale države. Prizadevali si bomo, da bo privatizacija šla v smeri koristi za državo in za podjetja, ki se prodajajo. Premišljena zato, ker ni dobene potrebe po hitenju. Dogovor je, da se naredi strategija za prodajo. SDH in deloma DUTB sta pa dolžna tisto strategijo tudi izvajati. Potrudili se bomo odpraviti odklone, ki so se pojavili, so za moje pojme nesprejemljivi in verjamem, da se bo tukaj naredil en pomemben korak naprej. Tudi verjamem, da pri podjetjih, kjer bo donosnost višja, pomembno od stroškov financiranja javnega dolga, ni nobenega razloga, da bi vsaj jaz videl problem v tem, da je tako podjetje potrebno prodati. Prodajati podjetje zato in trditi, da je država a priori slab lastnik, jaz se s to tezo ne strinjam. Dejstvo pa je, da imamo težave v pomembnih podjetjih in da je potrebno to upravljanje podjetij narediti bolj efikasno. Jaz mislim, da je potrebno, čeprav to ne more, ministrstvo lahko sodeluje, pomaga, ampak en pomemben del gospodarstva se bo moral vsebinsko prestrukturirati, samo finančno prestrukturiranje pa jaz mislim, da ni dovolj. Jaz moram povedati, da na prvem mestu smatram, da moramo v plačevanje davkov zajeti vse, se pravi, tukaj se strinjam s tistimi, ki pravijo, da če račun sploh ni izdan, nimamo kaj imeti davčne blagajne in da imamo tu še nekaj rezerve na tem področju. V primeru davčnih blagajn pa moram reči, da imam še vedno deljeno mnenje med tem pavšalnim avstrijskim in pa fiskalnim hrvaškim pristopom. Moram reči, da sem bolj prepričan, da nismo zreli mi za avstrijski sistem in da pač tisti, ki niso zreli, ampak to je samo moje mnenje, pač bojo morali se sprijazniti s tem davčnimi blagajnami, ki pa so pri nas že sprejete, tako da tu ne morem nekako dodatno vplivati na to.
Skratka, tu si bom prizadeval tem, da na prvem mestu, pred tem, da se lotevamo razprave davčne blagajne, da ali ne, da se res naredi vse, da se v pobiranje davkov zajamejo vse dejavnosti, ker jih je na nekih področjih še kar veliko, ki pa niso. Je dejstvo, da želim ne samo tukaj, tudi na oni strani, jasno in glasno povedati, da gospodarstvo, tako kot je, ne more financirati vseh zadev na odhodkovni strani. Jaz lahko se zavežem in se zavezujem to, da bom delal v korist gospodarstva v tem smislu, da se bodo pogoji izboljšali. V prvi fazi se bo treba boriti, pa da se ne bodo poslabšali. Pričakujem, da bomo z zbornico dobro sodelovali ali pa drugače, pričakujem pomoč, ponujam pa sodelovanje.